tam zunaj ljudje debatirajo in opravljajo naš stari jaz. Zaradi tega, ker nimajo dostopa do našega novega jaz. Dobro jutro in dober dan. Ja, malo pa smo se spremenili, ne? Malo pa smo se prerodili. Nekaj drugega nastaja iz nas. Ne probamo iskati enakosti v zunanji podobi, ampak nekako se razumemo, da v srcu isto mislimo in imamo enako vsebino. Torej, notranjost je tista, ki nas definira, a ne? In ne more se človek spremeniti čez noč, kaj ne? Ne more se človek spremeniti v enakih pogojih, kjer je v bistvu svet ga naredil ali pa nas je naredil takšne, kot nas je rabu. Mi pa želimo postati taki, kakršne nas je stvarnik naredil z vsem tem, kar smo. Sistem nas je pri tem, da bi bili to, kar smo, totalno overal in nas je oteževal nam je biti to, kar smo. Zaradi tega nas je pri tem hudo overal in nam nalagal občutke krivde, bremena, odgovornost, ovo si, ovo nisi. In to, kaj znaš, kaj ne znaš, kaj razumeš, kaj ne razumeš. Mislim, med tem, ko oni sami ne razumejo nič. Kaj ti ljudje, ki se sfokusirajo, da delujejo na princip denarja, ki se odmaknejo od svojega biti, so čedalje bolj uperjeni oziroma usmerjeni v to, da stvari slišijo, jih pomnijo, nimajo pa kategorije in parametra, da v bistvu stvari razumejo. In ker stvari ne razumejo, jim je škoda karkoli razlagati. Ko bodo dozoreli, da bodo razumeli in bomo vse povedali, do takrat pa žal moramo obdelovati stvari sami oziroma v majhnem krogu ljudi, ki isto mislimo in se zavedamo, da smo pomešani med sabo, ulala, svašta vsega in čedalje bolj se tudi sam zavedam, res smo vsi eno z naravo, s soncem, z živalmi, z drevesi, z rastlinami, pravzaprav s kristali in kamni tudi, le s temi, ki želijo nas umoriti in naravo in živali, no z njimi pa nismo eno. Tako da se mi zdi, da je prav, da razumemo ta aspekt razumevanja. Zdaj mi ljudje z dušo in srcem, torej ki smo priklopljeni na univerzalno božjo, kako se reče, frekvenco, ali pa se preklapljamo, ali pa imamo vsaj potencijala, ne? Mi imamo monologe sami s sabo. Veste, mnogi ljudje imajo samo eno razmišljanje v glavi. Kdaj bom, od koga bom, pa kako bom cuznu, kako ga bom spravil ob živce, kako bom lahko od njega kaj dubu. Ne? In naša naloga je nič jim dati, ker vemo, da pijejo. Ne? Naše misli so pa malo drugačne. Mi smo že pred časom definirali, da kadar se sam s sabo pogovarjam, se v bistvu pogovarjam z Bogom. Kdo sem torej jaz? In kadar se sam s sabo pogovarjam, kdo govori in kdo je tisti, ki posluša. Iz tega naslova lahko pridemo počasi do razumevanja, da pravzaprav mi samo opazujemo, kaj prihaja. Mi smo samo opazovalci ene in iste misli, ki prihaja v naš in zdaj naš to lahko kaj ujame s svinčnikom, lahko z tega kaj naredi, lahko pa pusti, da grejo stvari mimo, lahko lovi lepe stvari, odvisno kaj, če se fokusiraš na lepe stvari, pol lepe loviš, če se fokusiraš pa na slabe, pol pa slabe loviš. Sej koncu mi smo vsi 50-50, ne? 50% življenja, vdih pa izdih, ne? 50% je vdihov, 50% je izdihov, 50% je gor, 50% je dol, 50% je levo, 50% je desno, pol življenja imamo noč, pol življenja imamo dan, vse je nekje na pol in vse lahko mi hranimo, kar pač želimo. V sebi lahko hranimo temačnost ali pa svetlobo, lahko gledamo temačne misli, lahko gledamo svetle misli, lahko gledamo te pozitivne, svetle.
se na njih napajamo, njih vzgajamo in njih širimo. In v bistvu te pozitivne misli so seme za jutrišnji dan. Torej, če ste danes v drami, v buli, v negativi in ste jezni na cel svet, jutri ne boste prerojeni. Jutri boste to seme nesli naprej in boste imeli enako, ne bom rekel, mlinček boste vrteli. Kadar pa se fokusiramo na, bom rekel, mir, sproščenost, radoživost, na optimizem, pred nami je zlata doba, pred nami se odpirajo vrata, ki se niso odpirala verjetno tisočletja ali pač nikoli. In mene prežema ta pozitivizem, mene prežema en kup prečudovitih občutkov zdaj, ali je to posledica z lufta dol, da nam pomagajo dejansko s frekvencami, ali smo mi tisti, ki prožimo Schumannovo resonanco. Jaz tle ne bom nič rekel zdravo zagotovo, ker ne vem, občutim pa blaženost, milost, svobodo in zavedam pogum, zavedam pa se, da v bistvu v to stanje, kakršno sem sam sebe pripeljal, niti približno ni stari jaz. To je en drug Matej, to je eno drugo bitje, eno mnogo bolj čuteče, eno mnogo bolj nežno odprto in na drugi strani je ena zelo močno z enako silo, ne, torej čist na drugi pol pa je znotraj mene bist, žival, ki ne dovoli biti več dotaknjena in ne dovoli več, da kdorkoli po njej s prstom prca. Predstavljajte si leva, ki lepo leži, vse je v redu, nobenega ne smeta, pa pride en mulo, pa mu palco rineke v nos. Verjetno, da mu bo lev hitro povedal, kdo, kako in kaj. A ne? In enako so ti s palco drekači vedno rinili v naša življenja. Jaz pravim, zaradi mene lahko živi kdor če, kar če sem, dokler mi ne smeta, lahko dela kar če. In se je znan rek, moja svoboda sega do tam, kjer se začne svoboda nekoga drugega. In mi, ljudje, to upoštevamo. Ti palčkari, ti drekačari, ti narcistični pa seveda tega ne upoštevajo in so celo zelo užaljeni, kadar rečemo nehaj, kadar rečemo vidim te, kaj delaš. In mi, ki smo prestopili mi smo njim ušli, sem rekel, mi smo se nad njih dvignili, mi živimo v področju poguma, mi živimo v področju odločnosti, mi živimo v področju zavedanja, kdo smo, mi se povezujemo prek srčnosti, mi se povezujemo prek univerzalnih kanalov, oni pa pač ne, oni so povezani med sabo v nekem strahu, plačani zaradi tega, da v bistvu imajo na ta način neko virtualno moč, da lahko z nekih položajev moči dirigirajo, kaj in kako bomo, in ako nam počasi postaja jasno, da ta njihova moč hudo razpada na mikronivoju in na makronivoju. Torej, zdaj recimo, da NIJZ še vedno tišči s svojim cepljenjem, ne, pred gripo, ne, in nima za to nobenega dokaza, dragi moji, mislim, da je vsem kristalno jasno, da gre za eno hudo potegavščino. Ja, to je zelo nežna beseda. V bistvu gre za dodajanje olja na ogenj genocida. Bolano, kar se mene tiče, je čist noro, da v bistvu se ne najde nek pravni inštrument, ki bi rekel, zdaj pa od vas pa zahtevamo pa malo papirčkov, ne, malo nekih dokazov od kje, pa kdo to sploh govori. Ne vi meni NIJZ, ker NIJZ-ja ne moramo zapreti, lahko pa zapremo tiste, ki tam dobivajo plače za to, da to sestavijo. Zdaj ne se pa sami zmenijo. Kdo je rekel, ali Snežilka, ali vratar, ali je rekel administrator, ali je rekel šef. Sami ne se zmenijo. In glede na to, da je bilo predstavljanje odgovornosti kar moderno v času korone, pa se nasploh tudi ne. Jaz nisem, on je, ovo. Nikoli mi nismo imeli neke odgovorne osebe za nekaj, ne. Še če rečeš, kdo je obesil zastavo na vladno palačo, ga ne bomo najdli odgovornega. Najverjetneje bo hišnik kriv, ki jo je obesil, ne. Ne bo rekla predsednica, jaz sem naročila, da se obesi mavričasta zastava.
Mene pač te stvari zmotijo, zaradi tega, ker niso prav in ta, da ni prav, moramo razumeti. No, skratka, vedno je šlo za prelaganje nečesa. Jaz sem večkrat izpostavil, da javni uslužbenci so zavezani v delovanju, ustavnemu delovanju, ne glede na to, kaj jim šef reče. Oni so zavezani delovanju, ki jim ga dovoljuje ustava. Oni niso vsemogočni, oni imajo vmes varovalko in oni so ustavo kršili. Seveda, ljudje so riti, prestrašeni, pogojevani, ne vem kaj, in so seveda zapadli v to, ja, kaj pa čem, šef je tako rekel. No, ampak mi smo rekli, imel je vsak javni uslužbenec pravzaprav možnost ugovora vesti, imel je možnost dati prijavo, da pač šef, taki delodajalci je rekel, da moramo delati neustavno, to pa ni prav. Vsak javni uslužbenec bi to lahko rekel, pa ni. No in zdaj se nekako to podpira z, kako se že reče, zakon za podporo žvižgačem. Zdaj jaz ne vem točno, kaj ta zakon prinaša noter, ker nisem pravnik, ne bom se v te stvari pregloboko spuščal. Zagotovo bo kdo bolj enostavno to razumel pa interpretiral, ampak iz samega zakona je nekaj razbrati, da je treba tiste, ki se bodo oglasili, zaščititi. To pa pomeni, da pa če niso takrat reagirali, imajo zdaj popravni izpit. Torej, s popravnim izpitom lahko rečejo, jaz sem takrat in takrat deloval neustavno, ker mi je ta in ta delodajalec, šef, naročil, naj delujem protiustavno. Če bi to človek v javni upravi naredil pred enim letom, bi ga skinil zajca iz delovnega mesta in tako naprej. Seveda, to si nihče ne želi, ker bi delati v javni upravi je kar super, kar ugodno, vse druge je treba kaj bolj drugače se obrniti, stegniti in znajti. Tudi tega jaz ne zamerim nikomur, mislim, da noben ne, ampak zdaj pa prihajajo očitno neke zaščite, kjer se bo dalo te stvari v bistvu očitno lažje ali pa bolj enostavno ali pa brez strahu dati naprej. Ja, in upam, da se najdejo v čim večjem številu in rečejo, on je bil kriv, ker že tako iščemo krivca. Povsod so imeli oni, kdo je kriv, ko mi rečemo, kdo je na NIJZ-ju, pa kdo je na vladi kriv, oni nimajo nič, da je teh, to za njih ne velja, kdo je kriv, mi, NIJZ, mi, vlada, mi, smo se odločili, stranka, mi, odbor, jebo vas vi, ime in priimek, kdo je bil v tem odboru. Zdaj, če mi ljudje rečemo, Francel, ti si pa en lažnivc, je to cela pizdarija. Jako veš, da je lažnivc, ker pa itak vsi vejo, da je lažnivc. Samo on se takoj brani. Jaz sem se v času korone močno izogibal direktnemu obsojanju kogarkoli. Naj si bo na vladnem ali nevladnem nivoju, jaz osebno direktno nikogar nisem pičil. Hvala Bogu. In prav je tako, zato ker nismo tle, da sodimo ljudi. Lahko pa obsodimo nepravilna dejanja. Nepravilna. Mislim, to, kar nas mori, je verjetno zelo nepravilno. In to so obsodbe vredna dejanja. In mi moramo verjetno najprej zaznati, kaj je nepravilnost. Jaz sem večkrat rekel, morilci. Pa sej nihče nas ni z nožem, sej ne moramo niti, jaz ne upam reči, da cepiva morijo, ker to ni res. Ne vse, mnogo zdaj mnogo je poškodovanih, mnogo ima zaplete. Nič ne rečem, jaz se pravim, tudi tle nobenega ne obsojam, da je prostovoljno zavedeno teku po to bocko, ampak dejanje, da je cepljenje edina rešitev, to pa ni prav, In zdaj mi moramo definirati, kaj ni prav, da bomo pol vedeli, kdo nam je sploh te stvari teral. Nekako hočem reči, ne smemo obsojati ljudi, lahko pa in moramo obsojati pa dejanja, ki so nam pravzaprav smrtno nevarna. In jaz sem rekel, morilci, pa ne samo z bockami, zavedati se moramo, da je ta sistem s svojimi pomočniki, plačanimi pomočniki, deloval kolektivno, ker so šibki, in nam je v bistvu moril duha. Moritev duha, pa pravzaprav mi nikjer nimamo v zakonodaji ali pa v ustavi zapisanega. Zdaj, mi smo bili precej priča temu, vpis gotovine v ustavo
v ustavi že piše, da je plačilno sredstvo denar v kakršnikoli v papirnati obliki, v fizični obliki. Torej, mi bi se ne, zato da smo se fokusirali, kaj je treba v ustavo dopisati, bi se lahko fokusirali na to, kaj v ustavi že piše. In sem včeraj v liveu rekel, dajmo mi malo to preštudirati vsi skupaj, in sem si tudi jaz dal domačo nalogo, da to ustavo pa zdaj pa preštudiram, ker vidim, da v bistvu nas ona ubrani pred vsem. No, in v to ustavo bi, če se mene kdo vpraša, lahko dopisali, da morjenje duha je kaznivo, ali ne? In morjenje duha je vse, kar spada v poniževanje, v devanje občutek krivde, v en kup banan imamo, ki nam jih rinejo, in mnogi se iz teh traumatiziranih delovanj, pravzaprav največ jih je bilo v partnerskih odnosih in odnosi starši, otroci, in teh narcističnih morjenj in travm je toliko, da se mnogi zelo sem hotel uporabljati, zelo težko zvlečejo z tega, nekako ta občutek krivde se lepi na njih, kaj pa je se, kaj ena čiguma, in se ga ne morejo losati, mnogi ne. Mnogi zaradi, bom rekel, nekih magic spellov, nekih čarobnih urokov ne morejo spustiti stvari, ampak bi vam rad položil na srce, da dajte se umiriti, pejte z naravo, pejte probati, če ste kaj pogumni, pa dajte se zujte čevlje, pa pejte do kolen v mrzlo vodo, če že ne morete zaplavati. Ampak tle boste testirali, a ste pogumni ali niste pogumni, a imate jajca ali nimate jajca. Zato, da boste lahko tudi v resnih situacijah in komunikacijah lahko odreagirali tako, kot se spodobi. In ko boste šli čez te pasaže poguma, boste ugotovili, da vi niste več vi. Ampak ta vi je tisti mnogo milijonkrat lepši in bolj pravi jaz. In to je naše naravno stanje. Ni naše naravno stanje begati sem in tja, biti v kaosu, zmedi, bolezni, skrbeh in tako naprej. Naše naravno stanje je prečudovito stanje in lahko si ga predstavljate, kot srnca na paši. Njej vse štima, je pozorna in uživa travico, sonček in vetrček, a ne? Tako si predstavljam življenje, ne pa kot življenje klopa, ki ves čas razmišlja, kje bo kaj ugriznil, kdaj bo dubu, koliko bo dubu in kako bo svoje frende vse poklical, da je najdu nekaj toplokrvnega, nekaj, kar v sebi še ima življenje. Ne? Ta neživi svet klopov je enostavno se zarinil v nas, v naša življenja, in ta stvar je bila tako zelo globoko zapičena, da v bistvu zdaj bolj, ko se prebujam ali pa prebujamo, bolj nam je jasno, kakšna je to globina vsega tega sranja. In manipulacija na nas ne more več delati, zaradi tega, ker samo na zaspane, uročene, podkupljene, na njih deluje ta sistem ubogaj, ne, ubogaj me, pa bo vse v redu, če pa ne boš ubogel, je pa pol tako in tako. Na nas to ustrahovanje ne dela več, zaradi tega, ker nas brani ustava, oni pa v bistvu smo že pred časom ugotovili, da se niti več niso skrivali, se ne skrivajo in zdaj grejo celo korak dlje, oni grejo čez najbolj, niti ne samo nezakonite, ampak neustavne korake delajo tisti, ki smo jim neke stvari zaupali v roke. Trump in Q sta nas večkrat opozorila, power to the people. Jaz sem temu dodal, da je logično, nihče nam moči ne bo dal, moč si moramo vzeti v svoje roke, najprej pa moramo sami sebe osvoboditi in opolnomočiti in razumeti, da nikoli več ne sme priti moč v roke tistih, ki želijo z nami delati negativo, ki želijo to moč uporabljati v minus, v destrukcijo. Vsakemu posamezniku se na dnevni bazi dodeva moč
vsak izmed vas jo dobiva. Ljubezen premaga vse. Ljubezen je najmočnejša energija vesolja in ta ljubezen, ki vam je dana, ki nam je dana, je pravzaprav enako moč in vsak izmed nas je na dnevni bazi testiran, ali jo bo uporabil v konstrukcijo ali v destrukcijo. Nikoli več ne sme to silno energijo upravljati nekdo, ki ima zlobne in destruktivne namene. Prav zaradi tega smo vsi testirani na dnevni bazi in za začetek dajte razmišljati, da vam je poslana negativna misel za to, da se potestira, kaj boste z njo naredili. Ali jo boste vrgli čez ramo pa transformirali v nekaj pozitivnega, ali jo boste prijeli pa dali v neko obdelavo misleč, da jo morate obdelati. Ne? Če smo rekli, kadar se pogovarjamo sami s sabo, kadar preletijo misli, mi smo in govornik in poslušalec v isti sabi, mi smo pravzaprav opazovalec, pravzaprav sami kreiramo, kaj želimo poslušati. Tako, kot smo včasih, pravzaprav še zdaj, ljudje vidijo in slišijo tisto, kar želijo videti in slišati. Jaz želim svet videti optimističen in nekako čedalje težje fizično prebavljam vse, ki se trudijo še pošiljati negativo v eter, na splet, med ljudi. Zato tudi vsakega posebej od vas prosim, ne to delati na ven, dajte ven pozitivo, dajte ven iz vas, ker to, kar prihaja iz vas, ni še nikoli nikjer napisano, z vašimi besedami že ne, z vašim čopičem tudi ni narisano in z vašimi rokami ni pregneteno. Zato dajte iz sebe stvari pozitivizma. Kaj sem jaz rekel, v isti sapi nikoli ne dajete od sebe take energije, kot bi jo želeli dobiti v povrat. Naj vam bo to mogoče en tak. Kar date, to dobite. Kar damo, to dobimo. In če boste negativne misli držali v sebi, ne vem, kako bi pričakovali, da bo jutri pol kaj boljše. Dajte najprej ne dovolite v sebe, ajde, pa naj pride negativna misel, naj pride, sam ne jo dati v predal čustev, da vas to začne blokirati in držati nazaj. Mi moramo biti pretočni vsega. In težka čustva so tisto, kar je bilo hrana tem arkonom, kar je bila hrana vsem negativcem in naša čaša, naš sveti gral je prostor, kamor se vseli Bog, kadar je v njej mir. Kadar pa je ta čaša polna nemira, takrat pa v bistvu mi s svojimi energijami pomagamo točno ustvarjati negativni svet, ki si ga je zamislila kabala. In naj vam povem še to, da z vami, ne glede na to, kaj pravijo drugi, tam drugi za našim hrbtom nekaj beblajo, o nas, ker če bi o sebi bilo bolj dolg čas. Ampak prav zaradi tega razloga, ker govorijo za nami, ostajajo točno tam, kjer jim je mesto, torej za nami in z nami ni nič narobe. Mi v bistvu imamo vzorce v sebi, ki se jih odnaučujemo, torej mi smo bili nečesa naučeni, zdaj pa moramo mi odbrisati vzorce znotraj nas. Seveda mnogo ljudi, mnogo vas in tudi sam sem se zaletavamo in se zaletavajo v kognitivno disonanco, joj, to pa ne morem, zdaj okrogle zemlje, vse lahko zbrišem, edino okrogle zemlje ne morem. Vse bi še šlo, edin virusi, ne boste meni rekli, da ne obstajajo. Mislim, vse bi še šlo, ampak ne mi razlagati, da niso bili na Luni. Valjda so bili na Luni. To so neki vzorci, mi se moramo zavedati, da oni nam niso povedali niti ene besede po resnici, niti ena stvar, ki smo jo bili mi deležni od rojstva pa do zdaj, ni resnica. Vse to so izmišljotinke, ki so jih naučili tudi naše starše. Da jo zemlja je kugla, pa da se jebe še kugla do danes, mislim, ali pa do 2 let nazaj. Pa nihče se ni nič spraševal, ker smo verjeli in smo naredili vzorce prepričanj, dogme, belief system, ampak ti vzorci so vsi za zbrisati in bom rekel, pismen je tisti, pismenost današnjega časa se šteje, da znaš odradirati stvari, ki niso res, oziroma za katere si bil prepričan, da so res.
pa niso. Poleg tega je mnogo stvari, ki so bile skrite, neverjetne, spet naš ne more razumeti, pa kako ste vi žrli otroke, pa kako jih je zginilo 8 milijonov, pa kako je to možno, ne? Mi nimamo, nam kognitivna disonanca ni šla do tam. Kako me lahko zajebavaš, ne? Veste, zelo bi vam rad vcepil, da sami, tudi razmišljate. 100 ljudi, 100 čudi. 100 ljudi, 100 čudi, to je banana vseh banan. Zaradi tega, ker mi smo v bistvu vsi isti. Mi smo vsi glih, ker v srcu isto mislimo. Oni imajo 100.000 različnih obrazov, mask in tehnik in tehnologij, kako nas črpati. Eni ti zbijajo kreativnost, eni ti kradejo cajt, eni demantirajo vse, kar rečeš in tako naprej. Njih pa je 100 čudi, seveda, valjda, mi pa ne. Mi pa vedno smo izhajali iz sebe in smo se tem čudesom čudili, ker smo rekli, tole meni ni naravno, ampak okej, pa bodimo malo drugačni. Pa ni res, jaz vidim pri sebi, glede na to, da se že čedalje več družimo, da v bistvu med nami so stvari hitro enake in enostavne in ob klepetu više manje v bistvu vsi sam kimamo in se strinjamo s tem, kar si med sabo podajamo. Tudi eno tako lepo lastnost imamo, ne skačemo si v besedo, ne menjavamo teme, nikogar nočemo namenoma izteriti, pustimo, da debata teče. Pravzaprav še celo tako, več nas je skupaj, bom rekel zdaj nekje do 10 nas je bilo skupaj in se ni pojavil en problem. In smo se čudno gledali, smo rekli, pa ni zanimivo, ker se noben problem se ne pojavi, kar je treba rešiti, je rešeno, še preden kdo kaj dobro zares pomisli. Seveda, mi smo problem solveri, mi smo reševalci problemov, oni pa so kreatorji problemov. In dajte se zavedati, da če odmaknemo kreatorje problemov ni več. In morate se zavedati, da tudi plugi niso tam zaradi tega, ker so pač po nesreč, ampak zaradi tega, ker so zato, da delajo probleme. In tudi NPC, non-playable character, je točno to. On je zaviralec, on je oviralec, da mi postanemo to, kar v resnici smo. Tega so se najbolj bali, ker to pomeni, da oni ne morejo več delovati iz senc in na nas vplivati. Ne, super krasno. Skratka, nič ni narobe z nami, imamo vzorce, ki jih moramo razdelati oziroma uničiti in jih pravzaprav ozavestiti. To je tisto, ki smo rekli, dajmo noter ozavestiti in dajmo občutiti. Jaz imam en tak dober primer, si mislim, sam ne meni en tamle nekaj reče, in jaz se tle z njim pogovarjam, virtualno ga gledam in mu vse razložim. Če bi on tam bil, bi me zmotil, pa mogoče se ne bi upal tako jasno reči, ampak jaz mu vse razložim. Tako, se tam vokaliziram stvari. In če bi do tega prišlo, sem jaz že pripravljen. Najbolj bistveno pa je, da sem jaz ozavestil to držo in že kad človeka vidim, si rečem, samo eno mi blekan, kad ti bom pripelil nazaj, majster, ti bo žal, da si se z mano srečal. Sej, to je pa tista zver, ki je v meni. Mi ne bomo fizično nobenega klali, mi ne bomo nobenega umorili, tudi po duhu ne. Mi samo ne dovolimo, da oni to počnejo. Oni nam morijo duha, vedno so ga. Mi njih nismo nikoli motili njihovega sveta. Oni so vedno skakali v našega in nam razlagali, kaj moramo, kako moramo misliti, česa ne smemo. Zavedajte se, to niso naše lastne misli in mi smo povezani prek Boga, isto mislimo pozitivno in želimo dobro. Kdor želi negativno, ni pač v našem klanu, če smo zdaj še to tako reči, ni našega rodu, tako bomo uporabili, ni del našega plemena. In to so infiltriranci, ki pravijo, da smo vsi eno, Banda lažniva, prevarantska od nekdaj že, samo razširila se je do teh dimenzij, da je absurd. Skratka, mi moramo stvari ozavestiti, torej dajte noter se
ozavestiti. To res pomeni, da ti imaš stoično držo zaradi tega, ker si ti pa brez da ga ni pred tabo, si ga poslal v 3 materne. In bi ga vsakič brez pike dvoma, ne glede na to, kaj bo rekel. Sam ga ne boš, mu boš to pol pa lepo povedal, ne? Zato, ker znaš upravljati z energijo. On bi rad, da je tvoja energija taka, ti pa veš, da to ne smeš dati. Zato mi reagiramo merno oziroma ne reagiramo. In najhujša kazen, ki jo lahko damo tem, ki želijo v naš svet, je to, da jih odrežemo in pozabimo. Že da jih damo z misli, je njim vse narobe. Tako da vam povem, ni jim v redu, če jim pokažeš, da si pozabil na njega, da te boli kiki za njega. To je njim grozno. Sploh bližje, ko so, bolj je ta bolečina velika. Ampak enostavno moramo to narediti, ker so oni nam škodljivi, ne moramo se pozdraviti, če smo pa v bolanem okolju. Kaj ne? Zatorej, tle spet pripada tisto, kar sem rekel, in narava. Ghost mode. Ne bodite vedno na kljukci. Dajte se osamiti. Mogoče sploh ne rabite nikamor iti, sam ne dovolite, da nek telefonski klic, da neka nujna zadeva, ki si jo je nekdo zamislil, more se zdaj zgoditi. In svet se bo podaril, če ne boš to naredil. Ne bo se. Ta svet mene je želel ubiti in ne me ubije in evo, meni. Ja, tako pa ne moreš. Komot. Dokler ne škodujem drugim, dokler se ne petljam v svetove drugih, dokler ne škodujem ne naravi, ne sebi, ne drugim, imam vso pravico živeti svobodno. Kaj ne? Ali moram poslušati, kdaj moram kakati, pa kaj bom jedel, pa po koliko bom kupil, a ne? Tako si probite predstavljati, da v bistvu nismo mi nobenemu nič dolžni. Moraš, maj es. Oni morajo marsikaj, ker imajo v rokah oblast in z njo odgovornost. In odgovornost so pozabili, oblast so zapeljali pa v neslutene dimenzije umora, genocida in morajo za to odgovarjati. Oni pa bodo morali, slej ko prej. Ta teden se nam nekje obeta kar nekaj dogodkov, jaz ne upam več nič reči, ali se bo Gesara odprla, ali bomo vojsko dobili. NATO je že rekel, da bo 3. svetovna, že glavni mainstream medija, naši uradni lažnivi mediji so tudi rekli, imejte kakšno baterijo, vodo, hrano, zdravila, to imejte na lagru, ker se nekaj bo zgodilo. Tako da zdaj scenarij je zagotovo scenarij belih, nima to veze s temačnimi, nimajo temačni nobene kontrole več in vse, kar je, opravljajo naloge, ki jim jih narekujejo beli, tako da vse je ok, prav pa je, da smo pripravljeni. Vse smo že en čas, ne? Se mi zdi, da noben od vas nima prazne špajze in nekako sluti, da je prav, da ima pri sebi kaj gotovine, pa pitno vodo, pa tako, pa zdravila, kar pač jih jeste, da ste pripravljeni. Jaz sem že 2 let pripravljen, pa kar ne pride. Ampak pride ta čas zagotovo, ko bomo mi dovolj ready, ko bomo mi dovolj pripravljeni sprejeti ta velik blisk, ki naj bi nas dosegel prav v tem tednu. In želim vam, da pri tem ostajate merni, pogumni in pravzaprav postajamo tisti, ki bomo v pomoč vsem tistim, ki so do zdaj sodelovali s sistemom. Zaradi tega moramo znati odpuščati, zaradi tega moramo znati ne soditi, zaradi tega moramo imeti še več empatije, še več sočutja do njih, ki so zabredli in zablodli v čisto temo. Kdor seveda bo želel, smo mu na voljo, kdor pa ne bo želel, pa pač ne bo. Dragi moji, jaz mislim, da pol ure koncentracije je za vse zadost. Zavedite se, da niste več enaki in na pravi poti ste. Potopite se še bolj v sebe, poletite še više, imate vse možnosti in kapacitete, vse nam je dano, samo treba je živeti, če poslušaš sebe, če poslušaš to, kaj tle not pride, ne pa drugih. Drugi nimajo dobrih namenov za vas, meni verjemite, da ne. In dajte si prisluhniti in bodite pri vsem, kar počnete, radostni
in probite celo s kontra strani, delite le tisto, kar vas radosti in na tak način iz sebe prožite vse več in več tega, čemu rečemo najmočnejša sila vesolja. Uživajte, držite se, ljubljeni in zaščiteni smo pa vsi. Pa naj bodo zdaj zaščiteni še žvižgači, da bodo prej požvižgali. Ajde, srečno!